Lepo pozdravljeni in dobrodošli na tiskovni konferenci Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, na kateri vas želimo seznaniti pred poletno turistično sezono s priporočili zavarovanim osebam za uporabo Evropske kartice zdravstvenega zavarovanja in urejanjem zdravstvenega zavarovanja pred odhodom v tujino. Ta namen je danes z nami Klemen Ganziti, vodja direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje. Preden pa bi dal gospodu Ganzitiju besedo, predlagam, da si najprej ogledamo kratek video posnetek objave Evropske komisije. Prosim. Tako na ta način Evropska komisija nagovarja evropske državljane k uporabi Evropske kartice. V Sloveniji Evropsko kartico izdaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato prosim, da nam gospod Ganziti podrobneje predstavi priporočila slovenskim zavarovanim osebam za uporabo Evropske kartice. Prosim. Hvala. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, kot je bilo videti tudi že iz tega predstavitvenega filmčka Evropske komisije. Zelo pomembno je, da si Evropsko kartico naročijo naši zavarovanci pravočasno, se pravi vsaj kakšen teden dni preden potujejo, da se pozanimajo, da si jo naročijo. Kot so nekako že navajeni, večina ljudi naroča elektronsko, se pravi preko spleta oziroma s poslanim SMS sporočilom. Več kot 80% takšnih naročil beležimo. Naj omenim, da letno izdamo več kot 500 000 evropskih kartic. Ravno v tem obdobju sedaj začetka turistične sezone pa poteče večina, nekje 350 000 kartic. Zato je zelo pomembno, da ljudje pogledajo, ali njihova kartica še veljavna. To vidijo spodaj desno na evropski kartici, dokdaj velja, in če ni oziroma je v izteku, vsaj 30 dni pred iztekom obstoječe lahko naročijo novo. Kot rečeno, naj se pozanimajo pravočasno. Če pa se zgodi, da na primer potujejo danes ali jutri, potem pa svetujemo, da pridejo k nam pa jim izdamo certifikat, ki začasno nadomešča evropsko kartico, omogoča pa povsem enake pravice. Kartica velja praviloma za obdobje enega leta, na primer za otroke, ki so družinski člani, ali upokojence pa tudi do 5 let. Zato je, kot rečeno, zelo pomembno, da se kartice po dopustu ne zavrže, ampak da se pogleda samo veljavnost. Ko pa enkrat kartico že imate, je pa seveda zelo dobro, da se pozanimate, kje in na kakšen način lahko z njo koristite zdravstvene storitve. Kartica je namenjena za uveljavljanje v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, v Švici, ter tudi v Makedoniji, Srbiji, Črni gori, Bosni in Hercegovini in celo daljni Avstraliji. Seveda je odvisno od države in vašega časa bivanja tudi obseg pravic določen strani izvajalca, se pravi zdravnika, ki vas spremlja, se pravi, ki vas tam sprejme tudi na samo zdravljenje. Tukaj govorimo lahko o tako imenovanih nujnih zdravstvenih storitvah, to velja za te bilateralne države, ki sem jih prej omenil. V primeru Evropske unije pa veljajo malo širši obseg tako imenovane potrebne zdravstvene storitve.
Naj povem, da v bistvu kartica je zelo dobro sprejeta, v večini primerov brez težav naši zavarovanci tudi uveljavljajo zdravstvene storitve. V lanskem letu, na primer, smo beležili 6000 nekje vseh zahtevkov slabih, bom rekel, kjer smo imeli razna povračila. Če sem čisto konkreten, v bistvu 2000 dobrih povračil je bilo upravljenih na Hrvaškem, kjer so morali ljudje nekaj plačati ali pa doplačati, na drugi strani pa smo imeli več kot 11600 povračil na Hrvaškem izvedenih neposredno, se pravi, da smo jih pokrili mi direktno tuji zavarovalnici, ker je v bistvu samo evropsko kartico naš zavarovanec predložil, pa je dobil vse storitve, ki jih je potreboval takrat. Tako da mi moram reči, da kar se tega tiče, beležimo zelo ugoden trend, nekaj 13% manj težav so imeli naši zavarovanci na Hrvaškem lansko leto kot leto prej. Verjetno se boste spomnili, da ravno na Hrvaškem so bile težave z uveljavljanjem storitev izven javne mreže v tako imenovanih turističnih ambulantah. To so pač ordinacije, ki se odpirajo samo v času turistične sezone, praviloma so v bližini plaž ali celo v hotelih, ponekod tudi v okviru zdravstvenih domov, zato še posebej opozarjamo naše zavarovance, naj bodo pozorni, da je nalepka, da sprejema izvajalec evropsko kartico oziroma da je pogodbeni partner Hrvaškega zavoda, to so jasno označili v zadnjih letih, enako tudi pri teh, bom rekel, turističnih ambulantah, da ne sprejemajo evropske kartice, nasplošno ravno s tem namenom, da bi bilo čim manj povračil neposrednih oziroma čim manj plačil naših zavarovancev na Hrvaškem. Tudi Hrvaška ima posebno telefonsko številko, kamor lahko brezplačno pokličejo, če so na Hrvaškem, če imajo težave, ne najdejo izvajalca, imajo težave pri izvajalcu, vse z namenom, da bi bilo čim manj težav, da bi bil čim bolj prijeten dopust. Hrvaška, moram reči, da se moramo zavedati, ima malo drugačen sistem, če smo pri njih kot v Sloveniji, se pravi, poznajo tako imenovan sistem participacije oziroma obveznih doplačil. Na to bi še posebej upozoril naše zavarovance. Dejstvo je pač, da največ nas dopustuje poleti vedno na Hrvaškem, zato je dobro vedeti, da tam je vsak obisk zdravnika doplačilo neka tako imenovana participacija 10 kun, enako vsak recept, se pravi, evropska kartica vam bo krila tisti obisk, enako boste dobili tudi zdravilo, ampak tisti dober evro 10 kun boste mogli pa doplačati in ta del vse ne povrača. Podobno, če vas sprejmejo v bolnišnico, boste storitev imeli krito, ampak tako imenovana participacija bo 100 kun, ali pa obisk, ne vem, specialista od 25 do 50 kun. Kar želimo mi poudariti je to, da naj se zavarovanci dobro pozanimajo, kam potujejo, ne samo glede lokacije, kje bodo stanovali, ampak tudi v primeru, ne bodi ga treba, če bodo potrebovali zdravstveno storitev, da poznajo pravila države, na kakšen način se uveljavlja. Mi imamo za večino držav na naši spletni strani, seveda za vse, kjer je evropska kartica, popisano podrobneje, kateri so izvajalci, kje se dobi dodatne informacije, ali poznajo kakšen sistem doplačil in podobno, tako kot sem predstavil za Hrvaško. Manj bo težav, manj bo zapletov, manj bo slabe volje, če ljudje vedo, kaj lahko pričakujejo, kaj lahko dobijo. Enako bi svetoval, da se tudi pozanimajo za ostale evropske države, države, s katerimi so sklenjeni tako imenovani bilateralni sporazumi, in pa tudi, če potujete nekam, kjer nič navedenega ni, se pravi, ne sprejemajo kartic, kjer morate sami plačati, naprimer poleti zelo popularni Egipt, Tunizija, Turčija in podobno, da ne rečem ZDA, kjer so izjemno visoke cene, tam pa vam svetujemo, da vzamete račune in medicinsko dokumentacijo, ker boste morali sami plačati, oziroma da si priskrbite komercialno zavarovanje za asistenco v tujini, ravno v izogib nekim visokim plačilom ali pa neposrednim plačilom, zapletom na dopustu, nihče si jih ne želi. Mi res svetujemo, da se vsak pozanima, da si pridobi ustrezno zavarovanje, pogleda, kaj mu to zavarovanje nudi in potem ima miren dopust. Morda toliko za uvodni del. Hvala lepa, morda dodam še to statistiko, da smo v lanskem letu na podlagi zahtevkov zavarovanih oseb povračali stroške v višini 312 000 evrov. Najpogostejši razlogi za povračilo stroškov uveljavljanja zdravstvenih storitev v tujini pa so bili ti, da so pravico do nujnih oziroma potrebnih zdravstvenih storitev zavarovanci uveljavljali izven javne zdravstvene mreže, torej pri tistih izvajalcih, ki nimajo sklenjeno pogodbo z drugo tujo zavarovalnico. Na drugem mestu pa ocenjujemo, da ljudje še vedno uveljavljajo povračilo stroškov za tako imenovano participacijo. Ta pa ni del povračil, ker enako kot za Hrvate velja ta participacija tudi za vse ostale državljane EU-ja, torej tudi za naše slovenske zavarovane osebe.
Tako toliko morda z naše strani, zdaj smo vam pa na voljo še za dodatna pojasnila. Prosim. Gospa Hadner, ste bili prvi, ja? Jaz sem 3 vprašanja. Najprej me zanima, tam na videu smo videli, da v nekaterih evropskih državah dobijo zavarovanci kartice avtomatsko, da ne rabijo posebej zaprošati. Zakaj so vedno potrebno posebej zaprošati? Druga stvar, torej, če gre zavarovanec v turistično ambulanto, dobi naknadno povrnjene stroške. Tretja stvar pa me zanima, če bi lahko komentirali čisto 2 konkretna primera, žensko, ki dobi popadke in gre roditi, ali pa recimo človeka, ki doživi srčno kap in potem potrebuje hospitalizacijo in zdravljenje. Kolikšen del oziroma kateri del zdaj plača zavarovanec sam, če plača? Mogoče, če gremo kar po vrsti od zadek, ste rekla, zdaj konkretne primere načelno lahko pokomentiramo, tako kot ste rekla, nujne zdravstvene storitve, če vzamem na primer Hrvaško ali pa kakšno podobno evropsko državo, seveda, če vas zadane kap, če je to nujen porod, te storitve, kot rečeno, so krite strani države članice na način, kot bi veljalo za njihove zavarovance, ki se tam nahajajo. Konkretno to pomeni, če je pri njih to pravica, kar praviloma je porod, ne da bi jaz vedel, ali pa srčna kap, da kje ne bi zdravili z nujnega zdravljenja, mislim, da je posod to krito, ampak res je to stvar posamezne države, njihovih predpisov, ampak kot rečeno, če sva čisto konkretno za Hrvaško, pomeni, če greste v bolnico, evropska kartica krije storitev pri zdravniku, ampak en dan sprejema v bolnici je pa 100 kun. Seveda maksimalno do 2000 kun je lahko strošek zdravljenja v bolnišnici, to je podrobno tudi pri Hrvaški navedeno. Bi pa vseeno bil zelo natančen, kar se tiče porodov, smo imeli mi pred časom težave, da so ljudje želeli načrtovano na porod. To je pa druga stvar, za evropsko kartico ni možno koristiti načrtovanih zdravstvenih storitev. Zdaj za porod, če smo potem čisto konkretna, če se zgodi porod v nekem 7. mesecu kot predčasen porod, seveda to je nujno zdravljenje, ki je bilo predčasno. Če se pa zgodi po roku za porod, je pa to načrtovana zdravstvena storitev in to vam bo pa že izvajalec v tujini zavrnil, da gre na stroške evropske kartice, da bom čisto konkretno odgovoril. Mislim, da kar se tiče srčne kapi, je pa zelo težko, da bi jo nekdo načrtoval, no, če se lahko malo pošalim, upam, da to ni možno. Drugo, mislim, da ste imeli vprašanje, če sem se prav zapomnil, za turistične ambulante. Ja, dejansko, kot je bilo pojasnjeno, če vi greste v tujino, pa nimate sabo evropske kartice ali pa greste izven javne mreže, ste samoplačnik. Vendar pa lahko vzamete račune, medicinsko dokumentacijo in ko se vrnete v Slovenijo, vložite zahtevek za povračilo stroškov, potem mi na Hrvaškem, če smo zdaj spet na tem primeru, preverimo, koliko bi to stalo v javni mreži z evropsko kartico, ki je bila predložena. In do takšne višine ste potem upravičeni do povračila. Razliko, se pravi, do te samoplačniške cene, ki je praviloma višja, kot je pogodbena cena, krijete pa sami. Zdaj, za prvo vprašanje stvar, bom rekel, kdo lahko dobi avtomatično kartice, ponekod celo so kartice sestavni del nacionalne kartice, ne, se pravi, v tisti državi je pa stvar taka, da v bistvu vsaka država članica EU ima svoj sistem tudi zavarovanja. Praviloma tiste države, ki imajo nacionalne sisteme, kjer so v bistvu vsi zavarovani, imajo skoraj da ne evropske kartice brez omejitev, brez roka veljave in je to nek avtomatizem. Nekatere države so se odločile, da v bistvu postavljajo kartico na zadnji stran nacionalne kartice, ker nimajo niti elektronske kartice, ampak imajo oboje plastika oziroma papir, če tako rečeva, ni pametna kartica. V Sloveniji pač, kot veste, imamo slovensko nacionalno kartico, ki je pametna kartica, tako kot bančna, se pravi, če niste več zavarovani, se vam tudi ustavijo pravice. Evropska kartica je pa v bistvu plastika z datumom, ne? In s tem namenom mi na zahtevo vedno kontroliramo izdajo, sama kartica ni problem naročiti jo z elektronskim naročilom in tudi je brezplačna, jo dobite na dom, ampak zaenkrat, glede na trenutno sistem ureditve, kot imamo v Sloveniji, še ni takega avtomatizma možnega, oziroma smo se raje odločili, da tistim manj rizičnim skupinam, ki nekako imajo fiksno ali pa trajno zavarovanje, kot so rečeno otroci ali pa upokojenci, smo podaljšali obdobje veljavnosti na 5 let. Morda bo v prihodnosti kaj drugače ali pa še celo se obdobje podaljševalo, nekatere evropske države so šle tudi do 10 let. Moram pa reči pač, da tiste, ki pa imajo več izkušenj z migracijami in trajnimi ali pa manj trajnimi obdobji zavarovanj, imajo pa tudi obdobja krajša.
tudi pod enega leta. To je res pač odvisno od posamezne evropske države. Tako nekako bi pojasnil, da je to stvar pač odločitev. Vse kot rečeno, mi smo podaljševali na 5 let, absolutno pa pričakujemo, da bo zaživela čim prej elektronska evropska kartica, ker potem boste imeli pa lahko eno, tako pa imate slovensko samo eno, ker bo v bistvu avtomatično blokirana oziroma odblokirana, če ste ali niste zavarovanec. Ne. Mi bolj vidimo rešitev v tem, kar se že na nivoju Evrope dogaja, da bi šli v elektronsko evropsko kartico, po vzoru, kot imamo že slovensko elektronsko in več ne podaljšujete, več jo ne potrjujete, če veste, ampak jo imate samo v denarnici. Ne. To pa ni odvisno od nas, to je nekako od Evrope. V Evropi se pripravlja zdaj nov elektronski sistem komunikacije med državami članicami, tako imenovan ESI, da bi vsi organi med sabo elektronsko komunicirali. Predvideno je, da ne bi zaživel z letom 2019 nekako z julijem. Verjetno bo pol naslednja faza tega tudi, da bi lahko elektronsko komunicirali s karticami in podobno. No. Ni pa še končnih datumov, zaenkrat so datumi za elektronsko komunikacijo s tujimi nosilci. Veliko jih komunicira še v papirju, jaz lahko povem, da mi že elektronsko komuniciramo z 21 državami članicami, ne pa še z vsemi. Morate pa razumeti, da Evropa je ena, ne, kot celota in morajo vsi k temu pristopiti za take rešitve. Tako da upamo, da bo čim prej, verjetno po kakšnem letu gotovo še ne bo, da je tako rešiti. Prosim. Hvala, še kakšno vprašanje? Če pa še enkrat te številke izbirno. Aha, ja. Potem 6.000 zahtevkov. Ja, bom čisto popravil. Ja, tista 6.000 sem jaz malo prehiter zaokrožil. Zdaj, če čez konkretne rabite številke, dejansko lansko leto smo imeli 4.632 povračil, stroškov tega je bilo to povrnjeno 312.131 evrov, kar so vložili naši zavarovanci. Konkretno smo povedali tudi, da na Hrvaškem je bilo dobrih 2043 povračil, od teh 4632, ko so jih ljudje vlagali, se pravi, večina je bila na Hrvaškem. Hkrati pa imamo primerjavo za Hrvaško že podatke, da smo pa kar 11.693 primerov pa mi neposredno povrnili, se pravi, hrvaškemu nosilcu v znesku 1,2 milijona evrov, kar pomeni, da glavnino plačil smo izvedli mi neposredno na podlagi tega, ko je Hrvaška vzela evropsko kartico, v enem manjšem delu pa so za ljudje sami plačali, bodisi niso imeli kartice ali pa kartice niso sprejeli z takšnega ali drugačnega razloga, ali ni bila javna mreža, ali so imeli kakšno drugo težavo, to je pa zelo težko ocenjevati, kaj je bilo res na terenu. Podatek o zavrnjenih zahtevkih? Ja, zdaj v bistvu, bom rekel, teh 2043 povračil, ki so dali ljudje, v večini primerov je šlo za to, da v bistvu niso bili v javni mreži oziroma je šlo za tako imenovano participacijo. Zdaj, če niso bili v javni mreži, smo jim mi potem povrnili toliko, ker bi bilo v javni mreži, participacijo smo pa zavrnili, pa potem ni bilo povrnjeno. Ne. Dejansko je priporočeno, sploh na Hrvaškem in podobno, da imate listino sabo, to je bila ravno prošnja Hrvaške, da zaradi mase turizma, turistov, podobno imajo tudi Španci menda težave, da sploh to sknjižijo. In zaradi tega, da ne prepisujejo podatkov za evropske kartice, ker žal še ni elektronska, da bi jo samo vstavili v čitalnik, so prosili, če imate to kopijo s seboj, prvemu izvajalcu bodisi, da jo date, oziroma če greste večkrat, si oni lahko tudi kopijo naredijo, da imajo prepis vaših podatkov. To je bilo samo zaradi avtomatizma, da se hitreje izvaja nekako prošnja teh držav, ki imajo veliko turistov, da lahko hitrejše procesirajo zavarovance. Tako da priporočamo, da imate s seboj. To je priporočilo, ni pa pogoj, seveda. Ni pa pogoj, ja. Še kakšno vprašanje morda? Če smo izčrpali, se vam zahvaljujem za vašo današnjo udeležbo in vam želim miren dopust. Slednje. Še kakšno.